Dober dan. V predsedniški palači sta se na delovnem sestanku srečala predsednik države Borut Pahor in zmagovalec nedeljskih predčasnih volitev Miro Cerar. Ustanovna seja novega državnega zbora bo predvidoma 1. avgusta. Do takrat bodo že vidni obrisi nove koalicije najverjetnejšega mandatarja Cerarja. Pahor je sicer Cerarju za prepričljivo zmago čestital že v nedeljo po telefonu, ko sta se tudi dogovorila za današnji pogovor. Predstavniki zdravnikov na oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki so za 21. julij napovedali stavko, se bodo danes že drugič ta teden sestali z vodstvom UKC-ja in skušali najti rešitev za nastali položaj. V ponedeljek sta obe strani predstavili svoje predloge za rešitev zapleta. Po podatkih statističnega urada se je stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji znižala. Maja je bilo registriranih slabih 120 tisoč brezposelnih, kar je 3,2% manj kot aprila. Junija se je položaj še izboljšal, uradno je bilo brez dela dobrih 117 tisoč ljudi, kar je 1,9% manj kot maja. Junijski rezultat je najboljši po lanskem septembru, ko je bilo brezposelnih nekaj več kot 114 600 oseb. Skladno s temi podatki je pričakovati nadaljnje zniževanje stopnje brezposelnosti. Vlada je za danes sklicala pogovore s sindikati javnega sektorja o ukrepih za obvladovanje plačne mase za prihodnje leto. Podrobnosti niso znane, v sindikatih pa predvidevajo, da bo vlada prišla z novim približevalnim predlogom. Po zadnjem predlogu bi podaljšali skoraj vse veljavne varčevalne ukrepe, zniževanje števila zaposlenih v javnem sektorju na letni ravni pa dvignili na 1,5 %. Podpis takšnega dogovora je bil predviden že prejšnji teden, a je bil odstotek zniževanja števila delavcev po besedah vodje Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja eden od ključnih razlogov, da več sindikatov tega ni podpisalo. Zato sindikati tu vidijo možnost za nove vladne predloge, vnaprej v pisni obliki pa niso dobili nobenega. Trg z lesom v Sloveniji je zasičen. Popolnoma se je ustavila prodaja borovega lesa, zmanjšal se je tudi promet z drugimi drevesnimi vrstami, opozarjajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Najbolj problematičen je padec cen manj kakovostnega lesa, predvsem iglavcev, ki ga je največ in se je pocenil že za več kot petino. Kakovosten les prodajajo večinoma v Avstrijo in Italijo, slabši ostaja v skladiščih. Prihodnost lesne industrije skuša sicer zagotoviti tudi odhajajoči minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan. Trenutno je na Bavarskem, kjer išče podjetja za pomoč pri sanaciji žledoloma v gozdovih ter trge in investitorje za lesno industrijo. Po februarskem žledolomu je po zadnjih podatkih iz gozdov odstranjenih 35% poškodovanih iglavcev in 25% vse poškodovane lesne mase. Poškodovano drevje pomeni zelo ugodno okolje za razvoj in razmnoževanje podlubnikov, katerih prenamnožitev gozdarji pričakujejo letos in prihodnje leto. Doslej pa zaradi mokrega vremena podlubnikov ni veliko. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si bo nocoj poskušala zagotoviti igranje v finalu Evropske lige. V Mariboru se bodo na povratni polfinalni tekmi pomerili z Grčijo, srečanje boste ob 19:45 lahko spremljali na drugem sporedu Televizije Slovenija. Prvo tekmo so Slovenci dobili s 3:2, za preboj tudi tokrat potrebujejo zmago ali pa poraz z 2:3 in dobljeni zlati niz. Nogometaši Maribora so novo mednarodno sezono začeli v Mostarju, kjer so se s prvakom Bosne in Hercegovine Zrinskim na prvi tekmi drugega kola kvalifikacij za Ligo prvakov razšli brez zadetkov. Slovenski prvaki so brez posebnih težav ustavljali napade nasprotne ekipe. Agresivneje pa so vijoličasti zaigrali v zadnjem delu tekme in napovedali ofenzivo na domačem igrišču. Povratna tekma bo prihodnjo sredo ob 20. uri v Ljudskem vrtu. Mariborčani napovedujejo napredovanje. Precej jasno bo, čez dan bo nekaj več oblačnosti, popoldne pa lahko še nastane kakšna nevihta. Temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20, popoldne 25 do 30, na obali do 32 stopinj Celzija. V petek bo po večini sončno, možnost popoldanskih neviht bo majhna. V soboto bo precej jasno in vroče. Danes v dnevniku Televizije Maribor. Kardiologi in vodstvo zbližali stališča. Zaradi dežja slabša kakovost pšenice. Mariborčani proti prvaku Bosne in Hercegovine neodločeno. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.